Pogosto predstavljamo vrtove, ki so strokovno načrtovani. Njihovi oblikovalci nam radi pojasnijo, zakaj ima vrt izbrano obliko, katere elemente vsebuje in katerim rastlinam so dali prednost. Vrt na Gorenjskem ima novo podobo po zaslugi lastnikov, ki so ga želeli osvežiti, še bolj pa po zaslugi oblikovalke vrtov in strokovnjakinje za trajnice. Oblikovalka vrtov Bernarda Strgar nam bo opisala, kakšen je bil vrt pred odločitvijo za prenovo. Žal nimamo posnetkov prejšnjega stanja, očitno pa je vrt zdaj bistveno funkcionalnejši, vsebinsko bogatejši ter kar se da prilagojen željam in potrebam lastnikov. Na enem gorenjskem vrtu na robu enega manjšega naselja sva prijazno oktobrsko sonce, naj bo pravkar začelo greti, ampak najprej mi povej, kako je bilo, ko si prvič prišla sem? V bistvu so me povabili lastniki, da pridem na prenovo, na ogled z namenom, da bi vrt nekako poživili, obnovili. Vrt je bil že obstoječ, pred 15 leti približno so se lastniki sem preselili. Parcela je prekrasna, na robu naselja, gostega naselja, s prečudovitim pogledom na enem koncu na hribe. Bilo pa to ravno tik po koroni oziroma še med korono, ko so tudi takrat smo veliko nas je ugotovilo, kakšna je to vrednost, če imaš ti v bistvu en tako lep kos zemljišča, tako lep vrt, da v bistvu je zelo pomembno, kako je vrt urejen, ker ti lahko zelo veliko da, zelo ulepša vsak dan, da je kakšna cvetlica kdaj za pogled, da ne prinesemo noter z rastlinami tudi čebele, metulje in vse ostalo. Torej poživitev, obnovitev vrta, da bo deloval v vseh 4 letnih časih. Vrt je razmeroma velik, saj meri skoraj 1000 kvadratnih metrov. Seveda je v poldrugem desetletju, odkar tu živijo lastniki, spremenil svojo podobo, saj so rastline zrastle, kar je vplivalo na drugačne razmere v okolici hiše. Glede na to, da danes, ko smo priča vsem tem podnebnim spremembam, velikim nihanjem in temperaturi, vse ostalo, bomo tudi v trati mogli začeti drugače razmišljati. Bomo zmanjševali tratne površine, ker sred poletja ponavadi, če nima zalivalnega sistema, če ne zalivaš, je velika verjetnost, da bo te trate čisto rjave. In smo šli v bistvu malo na zmanjševanje tratne površine, potem pa spremenila se mi tudi situacija, ko so pri sosedih recimo posekali drevesa. In to spremeni kompletno način bivanja. Tako da mi smo takrat naredili analizo, katera obstoječa drevesa obdržimo, zakaj jih obdržimo, mogoče katero posekamo. Predvsem smo po vrtu vnesli tudi to plastovitost, ko danes v stroki govorimo. To, da imaš drevo, potem imaš vmes grmovnico, potem imaš trajnice, pa imaš nizke grmovnice, srednje grmovnice, da v bistvu narediš nek ekosistem tudi zaradi tega, da čim več bivališč za rastline oziroma za živali ustvarimo, za različne vrste ptic, žuželk in vsega tega. Potem smo mi dodali nove grede po drevesi, dodali grmovnice, trajnice in pa ogromno število pomladi cvetočih čebulnic. Potem smo dodali grede ob sami terasi, da ni tisto prehod direktno iz terase na trato. Smo naredili tako lučnico, ki v bistvu ni lučnica, ampak je, tudi zmehča robove. Te grede ob terasah so zelo pomembne, ker enostavno naredijo nek občutek neke intimnosti na terasi, hkrati pa robove zmehčajo. To smo naredili. Potem je nam bila naredili smo v bistvu nova terasa narejena, paviljon pokrit in okrog tega smo tudi robove zmehčali. Hkrati smo pa tam posadili malo višje okrasne trave, da lastnik še zmeraj, ko sedi, vidi čez na to prečudoviti okvir iz teh hribov, ki so v okolici, da vidi čez, hkrati pa sprehajalci in pa ljudje, ki hodijo mimo, njih ne vidijo oziroma samo določen del. Tako da smo naredili neko odkrito, zakrito zgodbo, ne blokiran pogled, ampak rahlo zastrt in z mehkobo okrasnih trav. Dodali smo pa znotraj vrta žive meje iz tise, ki bomo tudi puščali na višino mogoče 1,20 m, ne več, zaradi tega, ker posamezni deli moramo še zmer videti v vrtu, da je vrt odprt, hkrati jih pa delno ločujemo in smo v delu tega spet ločili okrasni vrt od zelenjavnega z nizko živo mejo, zimzeleno in po stopalnih kamnih položenih lepo pesek, ki so vse posod okrog hiše, nekateri so bili že obstoječi, smo sam nadaljevali, da po suhem prideš v zelenjavni vrt, ki pa je sestavljen iz 2 visokih gred. Bernarda, meni so zelo všeč tile bambusi, ki rastejo v 3 lepih okrasnih posodah. Nisem še videl takole posajenih in še celo 3. Kako si to načrtovala? Prav zakaj?
Tukaj bom pa rekla, da nismo mi tega. To so bili obstoječi bambusi. Rada bi si zasluge za to prilastila, ampak so lastniki že imeli bambuse v posodah posajene in v bistvu so jih tudi kar sami postavili. Ima zelo lep občutek, kako so v bistvu potem, ko smo vrt naredili, so sami naredili premestitev in je v bistvu krasno uspela. Tako da bambusi v vrt ja, ampak kvečemo v posodah. Drugače pa močno protikoreninsko zaščito in bi bila zelo previdna za rabo bambusov v vrtovih. Še druga stvar, ki mi je všeč na tem vrtu, za katero si pa gotovo ti zaslužna, ker si dovolj hodila po Angliji, pa vem, da tudi še kje drugje. Ta način, ki se pri nas pri ljubiteljskem vrtnarjenju nikakor ne uveljavi, da trajnice, ki si jih uporabila, pa celo tudi neke gramovnice, podvojila, podeseterila, podvajseterila. Več enakih rastlin na isto površino v skupino. Zakaj to? Kaj s tem pridobimo? V bistvu rastline še zmer veliko, ne? Bom jaz kratko mogoče začela z druge strani. Vse rastline jaz, ko oblikujem, jih jemliš kakor strukturne, povezovalne in pa pretty, srečajo Angleži. Torej tiste, ki imajo lepe cvetove, ki jih dajemo noter zaradi cvetenja. Na koncu vsi imamo radi cvetove. Zelo pomembni so. Ampak vmes mora biti pa dovolj strukture in pa dovolj povezave med posameznimi skupinami rastlin, da to deluje uravnoteženo. In tukaj si pa vedno izbereš par rastlin, ki so nosilke v tistem vrtu in potem govorimo o ritmu in repeticiji. Čebulnice pomladi cvetoče, obvezno, mora biti kar v tisti prve mesece, ko najbolj barvo potrebujemo. Takrat smo veseli vsakega cveta in mi tudi kar razkošno čebulce damo in pa tudi struktura po zimi pomeni vedno prisotne tudi zimzelene grmovnice. Ravno zaradi tega, da držijo, da tako rekoč pripnejo gredo in naredijo tudi ozadje za kakšno okrasno travo, za kakšno trajnico, ki ima lepo zimsko silhueto. Če smo prisluhnili nasvetom Bernarde Strgar, bo naš vrt lahko bolj premišljeno zasnovan. Na njem bomo odkrivali vedno nove prizore, ki bodo v nas vzbudili prijazne občutke. Več o tem, kako ustvariti vrt za pestro množico občutkov, pa boste našli v posebnem prispevku na naši spletni strani.